pravi, to ni bila obtožba o strokovni napaki, kot jo včasih naredimo zdravniki v vseh teh dilemah, ko ne vemo. To je bila obtožba, ki bi pravzaprav zahtevala, da kriminalisti po uradni dolžnosti pridejo v domove za ostarele. Kajti, kot sem rekel, obtožba, da je nekdo, se pravi, obtožba, da so umrli zaradi napačnega zdravljenja in nenapotovanje v bolnico, je napačno zdravljenje, če ni ustrezno. Torej, taka obtožba je seveda obtožba konkretnega zdravnika, ker je on edini odgovoren za napačno zdravljenje. Torej, nobena ministrska napotnica ali želja ali karkoli drugega ni argument, ni olajševalna okoliščina za to, če se zdravnik napačno odloči. Vedno sam odgovarja. In zaradi tega imamo v bolnicah nenehno spore z direktorji, z finančniki. Vsi želijo, da se ne piše toliko preiskav, da se ne napotuje toliko, zaradi tega, ker je to slabo za bilance. Ampak vsak zdravnik pa ve, da na koncu, če bo narejena napaka in se bo dokazala napaka za zdravljenje, ne bo odgovarjal finančnik, niti direktor, niti minister, ampak izključno zdravnik. In zaradi tega praktično ni zdravnikov, ki bi se ozirali na neka navodila, ki spravljajo v nevarnost uspeh njihovega zdravljenja. In zelo potrebno bi bilo, da se pacienti tega zavedajo, kajti saj nas zdravnikov take obtožbe pavšalne, ki jih ne bi smeli biti, nas zdravnikov take obtožbe pravzaprav kaj dosti ne prizadenejo. Zato, ker mi vemo, kako stvari funkcionirajo. Ampak problem je, ker so naši partnerji pacienti. In če zamajate zaupanje pacientov v nas, ste pravzaprav zamajali cel odnos. Kajti ne more biti odnos ni en partner, ampak sta oba partnerja.